Take the beat to the street. Živijo. Čisto prvo pomladno oddajo bomo obeležili s povsem svežimi vsebinami. Odkrili bomo čudežno deželo mladih, z Gojcem se bomo pogovarjali o literaturi in disleksiji, odšli bomo do obale in pogledali njihovo hip-hop sceno. Plesalec Jernej Zoran nam bo predstavil svojo zgodbo o uspehu, Nejc Gazvoda pa svojo ustvarjalno pot. Uživajte! Youth Wonderland ali po slovensko Čudežna država mladih je projekt, ki v Mladinskem centru Krško združi mlade iz Slovenije, Hrvaške, Turčije in Francije z namenom spoznavanja delovanja Evropske unije in posameznih držav. Projekt je potekal cel teden, mladi pa so se učili o gospodarstvu, socialni varnosti in o tem, kako postati aktiven državljan. Ne samo, da smo se naučili veliko o državah in njihovem delovanju, ampak smo se ob tem tudi zabavali. Spoznali smo različne kulture, medsebojno smo se družili, zabavali in izmenjali kontakte. Ob tem smo si še ogledali Ljubljano in Krško. Bilo je izobraževalno, zabavno in lepo. Zame je neverjetno, ker sem se naučila veliko novega od Hrvatov, Francozov in Slovencev. Skupaj smo želeli ustvariti čudežno državo mladih. We are trying to create a new Wonderland. Pa jako puno, odkad smo... Zelo veliko smo se naučili od drugih, saj smo tukaj že ves teden. Obstajajo razlike v kulturah, čeprav smo si geografsko zelo blizu. Razlike so tudi, kar zadeva religijo, hrano, dnevne navade, tako da vsekakor ena zanimiva nova perspektiva. Svakako jedna nova zanimljiva perspektiva. Čudežna država, naj se sliši še tako utopično, bi mladim omogočila, da resnično soustvarjajo eno državo. Čudežna država mladih je idealna. Mogoče bi imeli nekaj problemov s sprejetjem v Evropsko unijo in navajanjem na njihova pravila, ampak verjamem, da bi se prilagodili, saj smo vsi mladi in željni dela in znanja. Meni je jako drago, što ima... Zelo mi je všeč, ker je vedno več aktivnih mladih v državah, še posebej v naši regiji, kajti mislim, da smo prav mi mladi tisti, ki bi morali voditi spremembo na bolje in spodbujati druge, da bodo bolj aktivni. Med drugim so v teh dneh v Mladinskem centru potekali medkulturno popoldne, mladinska predstavitev projekta in šov talentov. V bistvu ustvarjamo svojo čudežno deželo, ki smo jo ponovali Wonderland. Skozi Evropsko unijo spoznamo v bistvu, kaj vse mora država imeti, se pravi predsednika, kakšen politični sistem, davke, ekonomijo, se pravi vse to, kar vsaka država mora imeti, smo mi poskušali ustvariti v naši čudežni državi. Deželi, ki smo jo ponovali United Youth. V bistvu vseh delavnic je bil, da smo skozi predavanja, skozi igre spoznali vse Evropske unije in pa tudi, da smo spoznali, kakšne so stvari pač pri udeležencih, kako je pač tudi pri njih. Nekateri so pokazali več zanimanja za ta mednarodni projekt, spet drugi manj. Tukaj je spet odvisno od samega posameznika, od posamezne države. Naši Hrvati so naše zvezdice, hvala Bogu, da jih imamo, so super, oni si res želijo, zato so tudi prišli delati, želijo si biti pomembni, želijo si, da se jih sliši. Pri ostalih imamo mogoče malce problemov z samim jezikom, ne razumejo prav dobro angleško, ampak mislim, da so vsi taki, da bi radi dosegli, povedali svoje. Izvedli so tudi živo knjižnico. V praksi to pomeni, da sta po dva udeleženca iz vsake države sta sedela pač pri mizi in potem so udeleženci ostali krožili okrog in spraševali stvari, kaj jih je zanimalo. Tradicionalna hrana, pijača, kakšni so običaji. Tako da dejansko smo ugotovili, da smo vseeno zelo različni. Slovenci, Hrvati imamo pač določene stvari zelo podobne, Turki pa se zelo razlikujejo od nas. Čeprav smo pa pri hrani ugotovili, da imamo določene stvari zelo podobne. Naprimer sataraš je tradicionalna hrana tudi v Turčiji in tudi v Franciji. Ob koncu projekta so dejansko ustvarili državo v malem.
Najprej je bilo tako, ker se pač nismo spoznali, da so bili pogrupirani, vsak je bil v svoji grupici, vsak se je pogovarjal samo s svojim. Z vsakim dnem so se pa bolj ujeli, želeli so si tudi neke povezave, tako da mislim, da smo ratali vsi tudi dobri prijatelji. Vsi smo delili svojo kulturo. Projekt organizira Društvo širjenja uporabnih znanj, poteka pod okriljem programa Erasmus Plus Mladi v akciji in občine Krško ter s podporo Mladinskega centra Krško. Gojmir Lešnak Gojc je gledališki, filmski in televizijski igralec, glasbenik, voditelj televizijskih oddaj ter direktor Kosovelovega doma Sežana. Poleg gledališkega in televizijskega ustvarjanja je znan po svojem izrednem družbenem angažmaju in pomembno prispeva k osveščanju o težavah dislektikov. Tokrat se je predstavil v sklopu poslastic, ki spodbujajo bralno kulturo mladih. Ja, tukaj je velika naloga seveda slavistov v šoli, na kakšen način znajo pričarati in začarati. Jaz sem imel eno veliko smolo, ker sem dislektik v osnovni šoli, da me je učiteljica odbila od knjig. Hvala Bogu pa imam doma zelo pozitivno okolje, ki me je spodbujalo k radovednosti in prebiranju. Tako da sem bil v osnovni šoli neka taka razdvojena osebnost. Na srečo pa je imel v srednji šoli izjemnega profesorja, izjemnega pedagoga. Ki pa je znal, prav to, o čemer govorim, pričarati radovednost na tak način, da ni nič vsiljeval, ampak toliko postavil nekih vprašanj, nekih možnih poti in nakazal, da odgovori so v knjigah. In takrat je seveda prišlo do tega obrata in tudi razumevanja moje disleksije in ze strani profesorja, ne? In so se stvari postavile na glavo. Ja, jaz mislim, da v knjigah je zapisano tako rekoč vse, pa še marsikaj bo. In je vredno si vzeti čas in vzeti kvalitetno čtivo v roke in spoznavati ta svet. Umik iz vsakdana je pogosto pravzaprav nuja. Če slediš tem napotkom, potem ne prihaja do takih nestrpnosti, do takih neodgovornih ravnanj, kot smo jim priča o tem podivjanem, besnem času, ki ga živimo, zdaj ko vemo, da je prišlo spet do preseljevanja narodov. Disleksija Gojca pri ustvarjanju ni nikoli ovirala. Med umetniki, še zlasti pa igralci, naj bi bilo veliko dislektikov. Mogoče, pač znanstveno se ne da dokazati, ali pa celo da, ne vem. Dejstvo je pač, da dislektiki imamo na nekem drugem področju lahko kakšno prednost in pomembno je, da pedagogi to odkrijajo in da nas vzpodbujajo, ali pa da so nas vzpodbujali v taki smeri. Seveda je beseda tekla tudi v njegovi gledališki karieri. Še vedno se dobro spominja tudi svojega prvega nastopa. Ja, to je bilo na akademiji, pravzaprav. Tako da šolski občutki, učenje. Nič posebnega, namreč igralstvo je v prvi vrsti obrt, če pa nastane iz tega tudi umetniško dejanje, toliko boljše. Prav tako je Gojc odličen naslov za nasvet za vse tiste mlade, ki bi se radi podali v gledališke vode. Bom odgovoril z enim stavkom mojega prvega profesorja Poldeta Bibiča, žal pokojnega, izjemnega slovenskega igralca. Prvo uro, ko smo prišli na akademijo, je rekel: fantje, glejte, tamle so vrata, pejte čim prej in čim dlje od tukaj, ker ko vas bo enkrat zagrabil, bo prepozen. V zadnjih letih doživlja stand-up v Sloveniji pravi razcvet, kar pa ni nujno vedno dobra stvar. Jaz mislim, da je zmernost tako pri hrani kot pri ostalih dejavnostih v življenju eno zelo modro vodilo in vsakršne pretiravanje mislim, da prinese s sabo tudi negativne posledice. Nažalost pa je v zadnjem obdobju pri nas povsem zamrla satira. Imajo nekaj malega na Radiu Gaga, nekaj malega govorim časovno, se je zelo kvalitetna, ker zelo spoštujem. In Saša Hribarja in njegove soustvarjalce. Žal mi je, da je nima več oddaje tudi na televiziji, žal mi je TV Popra. Nekaj ima zdaj na Planet TV-ju Jure Godlerjev,
ampak nekega resnega, kontinuiranega dela pa ni bilo na tem področju in to se lahko zahvalimo samo ne modri, neodgovorni kulturni politiki tako na nacionalni televiziji kot na splošno v prostoru. Po dolgem času je zopet napočil čas za nekaj domačega hip-hopa. Tokrat smo podali na obalo, natančneje v Izolo, kjer že nekaj let uspešno ustvarja drill. Mladi raper, ki pa se je na mikrofonu prvič pojavil že v zgodnjih najstniških letih, je izdal že svojo 3. plato. Tudi na obali je hip-hop še kako živ. V bistvu je še kar razgibano. Imaš zdaj v Kopru so dali GTF Crew, nov album, zdaj tudi pred kratkim ven, pa jaz sem izdal svoj 3. solo. V Piranu delajo luknje v sistemu, v Luciji je tudi nekaj gibanja, tako da je po teh občinah se nekaj dela. Je bilo sicer v prejšnjih letih mogoče malo več, kot je zdaj. Tokrat se na koncertu v Krškem predstavil s posavskimi somišljeniki. Mi smo z Alkomobom v Connectu že nekaj časa, tako da z Gerotom in Šveputom sodelujemo že nekaj časa in tudi te eventi reperski v bistvu združujejo različna narečja, različne regije. In seveda, ja, to je obala Krško edicija. Drill pridno izdaja samostojne plate. Tramontana besed je njegova najbolj sveža stvar, ki je še utrdila njegov status na domači hip-hop sceni. Razburkano sporočilo, prinešeno na razburkan način, divji, na raw način, to bi rekel, surova plata, ki jo zavešča, ampak hkrati je najbolj osebna plata do zdaj. In hkrati resnica je ponavadi kruta in taka oštra. In s tem v bistvu se metaforično primerja s Tramontano, ki je ta nevihta morska na obali, kot nek način izražanja jeze in uničenja. Dobre kritike je doživel tudi strani tistih, ki so zanj najbolj pomembni, njegovi poslušalci. Dobro sprejeta plata, moram reči, da je dosti ljudi mi dalo support in tudi prišlo na koncerte, kupilo album. Imel sem tudi nekaj malega majčke, kape, tako da mislim, da so ljudje kar podprli. Pri nastanku Tramontane besed je imel drill seveda tudi nekaj pomoči. Celo produkcijo, moram povedati, mastering in mix je delal Benjamin Šok iz Pirana. V studiu Tartini je bilo snemano. Od samih gostov so iz obale preomenjeni Ringe, Burke, Zofa Lipa, člani Komora kolektiva. Imam Senkota iz Ljubljane, Sijama iz Ljubljane, potem je Erik mi je odpel en refren, pevka Kris mi je pomagala na enem refrenu, MK iz Maribora, Hugo, Zlatko, Mirko, tako da kar nekih glav je stopilo skupaj. Mislim, da sem naštel vse. Od producentov pa mi več ali manj delal Neon G Beats iz Kopra, plus Davč iz Kranja, pa Emilio iz Maribora. Za raperje je značilno, da vedno radi predstavljajo svoj domači kraj in pri drillu ni nič drugače. To je pač ne samo v rap kulturi, ampak povsod prisotno, da se čuti vpliv nekega okolja, kaj predstavljaš, iz kje si. Pri rapu se to čuje tudi v sami izgovorjavi, v dialektu, tako da jaz zastopam to, iz kje sem, reprezentam Izolo, to the fullest. Polagalci rim so znani tudi po tem, da v svojih besedilih ne spregledajo tem, ki so za njih in okolico najbolj pereče. Meni dober album mora imeti raznolike komade, se pravi za good mood, ne za sproščeno vzdušje, mora imeti bangerje, da tle folk skače in razbija flaše na glavah pod odrom. In morajo biti tudi komadi, ki ti dajo malo misliti, ne, ko se voziš samo v avtu zvečer, ne, pa ti mogoče ostanejo ljubi, ne vem, se najdeš notri. Ne mora biti samo družbeno kritično, ker dosti sem povedal že na to temo, pa tudi ni to edina stvar, ki me inspirira, ne, v vsakdanjem ustvarjanju. Ja sem delavska klasa, delavska praksa, mazanih roka pokončnega srca, in mi se pasa, in do gasa, kjer te pasa, vzamem majta, to pasa hajca. Pokaži dirigent v džiru bona, hoću bit ko jaz, ne obstaje ta šablona. Pomam, zato ne pomam, ki bi čisto na uro, sam na deti curo, vedno duro preč. Ere ti stoka, u autu mi tvoka, muzika je droga, ja zilam postotka.
Rojstni dnevi so vedno nekaj posebnega, tudi ko gre za nakupovalna središča. Novomeška Kolandija je v lokalnem okolju aktivno prisotna že 5 let, kar so obeležili na čisto poseben način. Osrednja atrakcija je bil plesalec in zmagovalec oddaje Slovenija ima talent, Belokranjec Jernej Kozan, ki v zadnjih mesecih živi čisto novo življenje. Ja, življenje se mi kar na glavo obrnilo in po talentih sem imel dejansko skoraj vsak dan nastope. Vmes je bil kak teden fraj, mogoče, pa trenutno zdaj imam vsak vikend nastope. So pa tudi dnevi, ko sem imel cel teden, vsak dan nastop, celo 2 dneva sta bila taka, da sem imel zaporedoma po 2 nastopa. Naš najlepši, največji nakupovalni center v širši regiji praznuje svoj 5. rojstni dan. Tako da, kot lahko vidite, se že preko celega dneva odvijajo dogodki, zabavni, pestri, nagradni, veliko imamo pripravljenih zanimivih nagrad za naše obiskovalce. Zaradi uspehov slovenskih plesalcev lahko sedaj z gotovostjo trdimo, da je Slovenija plesna država. V Sloveniji je res kar plesna in tudi tukaj, ko treniram še hip-hop v plesnem studiu Novo mesto, pa so tudi naša ena skupina, tudi že skupina bila evropski in svetovni prvaki so bili in nazadnje na svetovnem so bili podprvaki, tako da je kar v Sloveniji imamo dosti uspešne plesalce. Jernejeva plesna zgodba pa še nima tako dolge brade. Prav hip-hop sem začel trenirati, me je navdušila sestra dejansko, me je prepričala, naj začnem. In to se je zgodilo pred 5 leti, torej pri 17 letih sem začel hip-hop trenirati. Po 3 letih hip-hopa me je en plesalec na YouTubeu navdušil nad tem plesu, ko ponaša robota, pa valove dela po svojem telesu. In sem rekel, to se moram naučiti in potem sem se prek YouTubea sam doma učil ta ples. Zdaj je pa že 3. leto, dokaj se sam učim. Od samega začetka pa ima naš sogovornik neverjetno podporo iz svojega lokalnega okolja. Belokranjci so namreč nanj izredno ponosni. Brez njih ne znam, kaj tako podpore še nisem, v življenju še nisem imel, zdaj pa je kar res. Oni me navdušujejo in dajo mi motivacije in res, brez njih mi ne bi uspelo. V teh 5 letih pa si širše novomeško okolje verjetno ne more več predstavljati svojega vsakdana brez Kolandije. Lahko rečem, da Kolandija se je čudovito prijela tukaj v Novem mestu in pa njeni bližnji okolici. Ljudje so jo prepoznali kot svoj nakupovalni center, nudi bogato izbiro, bogat nabor izdelkov in tudi ne samo, da je to tipičen nakupovalni center, ampak je tudi center nekih dogajanj, nekih osebnih doživetij, druženja, kar je pa tudi namen danes, da ne asociirajo nakupovalni center kot center, kjer se samo zapravlja, ampak kjer se tudi druži in se ima fino. Znani so tudi po svoji družbeni odgovornosti, saj tu potekajo številne dobrodelne akcije. Nekaj teh bo tudi v bližnji prihodnosti. Vsekakor si želimo ponuditi obiskovalcem čim večji nabor izdelkov, čim boljšo nakupovalno izkušnjo in pa seveda tudi čim več nekih zanimivih dogajanj, drugačnih dogajanj. Lahko omenim, da bomo čez 2 tedna tu organizirali sejem turizma, prostega časa in zabave. Računam na to, da se bo udeležilo kar nekaj razstavljalcev, ponudnikov turističnih in tudi gostinskih iz cele Slovenije. Sredini maja organiziramo avtomobilski šov, edini kot takem v tem prekrasnem okolju našega centra, kjer razstavljamo preko 60 različnih modelov vozil. Zato prirejajo dogodke, ki niso povezani le z nakupovanjem, ampak nudijo obiskovalcem tudi pomembne življenjske informacije. Novomeščan Nejc Gazvoda je do svojega 30. leta ustvaril več, kot večini njegovih umetniških kolegov uspe v celem življenju. Pisatelj, filmski scenarist in režiser in še marsikaj druga se v domačem kraju predstavi v vlogi gledališkega scenarista in režiserja v predstavi Menjava straže. Imam eno slabo navado, ko sem proti publiki obrnem, da ne gledam vanjo, ne vem, tako se lažje koncentriram, ampak ja, definitivno sem jih nekaj poznal in vedno je en drug odnos se mi zdi, pa več ti oprostijo, no, in jaz več oprostim njim, ali kako bi temu rekel. Vesel sem, no, da predstava gostuje tukaj.
Producent predstave je Mestno gledališče Ljubljansko, ki ga je tudi povabilo k sodelovanju. Tekst za predstavo je pisal približno pol leta. Spomnil sem se na predstavo v bistvu v nekem lokalu, kjer se dva tabora, rečemo temu, srečata in se potem vojskujeta, seveda na metaforičen način. Ko sem to dejansko videl v enem lokalu v Ljubljani, kjer so staroselci sedeli nasproti eni skupine, ki je neko drugo muziko nabijala, in se mi zdaj en tak mali moment, ki mi je potem sprožil v to razmišljanje o tem, da dejansko je dosti situacij v sami Sloveniji, tudi takih in drugačnih. In potem želel sem si tudi narediti nekaj v samem lokalu, ker se mi zdi, da je dosti tak zaprt, zanimiv prostor, predvsem ena taka beznica, ne zdaj nek fancy lokal. In od tam dalje je potem šlo v like, v intimnost. Menjava straže te sprva nasmeji, na koncu pa stre srce in seže globoko pod kožo. Dve skupini na videz povsem različnih ljudi se bojujeta s takimi in drugačnimi življenjskimi težavami. Ne vem, če gre tukaj bolj med generacijami, bolj gre za neko zapuščenost, osamljenost, za ljudi, ki jih pač nekako ne razumemo, in za tiste, ki prihajajo, ki mislijo, da svet popolnoma obvladajo, no, na ta način. In mogoče je pa v resničnem življenju pa jih obratno, da mi, ki prihajamo, ne razumemo sveta, tisti pa, ki pa so trenutno na vrhu, ga pa še preveč dobro. Glede na kompleksno značajo veliko predstave lahko govorimo tudi o tem, da je bila na odru Slovenija v malem. Slovenija, kljub temu, kakor mala je vseeno dosti razgibana, ampak ja, definitivno neka naša dobrota, ki jo definitivno kot narod imamo, mešana v bistvu s nekim strahom, predvsem drugačnim, ki ga tudi imamo, no, na nek način. Jaz nisem bil nikoli človek, ki bi napadal sodržavljane in sodržavljanke zaradi tega, ker mogoče ne razmišljajo o nekih ključnih zadevah, tako kot jaz, ampak jih predvsem probam razumeti. No. In to se tudi v tej predstavi mogoče zrcali. Ena največjih težav v sodobnem načinu življenja je gotovo tudi strah pred sleherno spremembo. In definitivno se nekaj takega dogaja tudi tukaj in zdaj. Nek strah pred spremembo, ki bo pač nujna, ki bo prišla v kakršnikoli obliki, že v najbolj aktualnih, pač prebežnikih do manj aktualnih, ampak še zmeraj vedno aktualnih kapitalističnih zadevah, ampak na nek način se moramo vprašati, kdo so ljudje okoli nas, kdo so tisti, ki jih imamo radi, in pač to so vsi in vse moramo imeti radi. To je sporočilo Menjave straže. Ustvarjanje te komične drame je bilo za nekaj posebnega tudi zaradi tega, ker se predstavlja v dvojni vlogi. Dejansko je v določenem pogledu težje, zaradi tega, ker potem se srečaš z nekimi omejitvami, ki si jih mogoče prej nisi predstavljal in nimaš svežega pogleda na stvari, ampak ker pač stvar nastaja in so tukaj zraven še igralci in scenografi in vsi, ki pač podajo neko svoje mnenje, neko svojo vizijo, se potem zelo hitro oddališ od tega, da si sam pač pisatelj, dramatik in začneš režirati. No. To je lepo, ko se zgodi. V prestolnici je predstava skoraj vedno razprodana, pa čeprav na sporedu že skoraj leto dni. Ja, glede na to, da je zadeva skoraj vedno razprodana, kjerkoli je in da ogromno gostuje okoli, zelo vredno. Še posebej za eno tako predstavo, ki ni musical, ni komedija, ampak je v bistvu ena taka bolj intimna zadeva. No? Tako da sem zelo vesel. Končni razplet, katerega seveda ne bomo izdali, pa je tako doživeti, da bi lahko ob njem napetost v dvorani rezali z nožem. Po mojem je bolj vredno, da ljudje v tišini odidejo, kot da v tišini v strahu vstopijo, no? Tako bom rekel. Treba jih je pripraviti, treba jim je dati, ne zaradi tega, da jih lahko potem prizadaneš, to ni nikoli namen, da bi ljudi mučil, se ni taka predstava, vsaj upam, da ne. Definitivno se pa ne izogiba nekaterim bolj perečim temam, no? In me veseli ta tišina na koncu. Ja. Ekipa Brez panike seveda ne počiva in že odkriva nove vsebine za prihodnjo oddajo. Med drugim smo pogovarjali z Miho Šaleharjem, obiskali modno revijo z namenom in pogledali, kaj novega počne skupina DMP. Do naslednjič, vse lepo!